Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Dober večer, ekipa Mati Zinka, Prerok Štefan, konziliere Melita, Srečko in preostala elita. Lep večer tudi vsem ostalim in ostalim, velja za oba spola, oziroma vse spole, vse nazore in prepričanja, ter seveda počutja. Fin večer je za izmenjavo mnenj in mnenja so v teh dneh sila nevarna reč. Cerebralno orožje novega tisočletja, ki nas lahko v trenutku pogubi, in v tejle fast forward etapi postaja to več kot jasno. Vsakdo ima svojega in manj kot veš, več si pripravljen za svoje mnenje dati in manj si pripravljen poslušati druge. Ampak Toplovod, oddaja, ki je kot sva približno 17 let nazaj s Cirejem natuhtala, oddaja o za in proti demokraciji, spremlja tale somrak demokracije in vas ima rada na prav vseh stališčih. Ne zavrača nikogar. Edino, kar pričakujemo od vas, je, da se vedete Toplovodu primerno omikano, da ne preklinjate preveč in se surovo ne žalite. Poveste pa lahko pravzaprav čisto vse. Zavrtite 014752202, postaniva prijatelja. Na poziciji Cireja danes, glej ga zlomka špila, sam Cirej, bodite nežni z njim in on bo nežen z vami. Če vas je strah dvosmerne komunikacije ali če ste mnenja, da se s povprečneži v etru nima smisla meniti, lahko enostransko blejate. Tudi na Twitterju, na Lojtra Toplovod, vseeno pa je zaradi higiene in kulture dialoga in izkušnje toplega človeškega glasu fajn, če kdaj pa kdaj zapustite digitalno Twitter votlino podobno mislečih in pridete v eter, kjer se dejansko mešajo tople organske frekvence človeških glasov. Kajti, ko zaslišimo človeka v živo, nam je bliže, da si ravno se ne strinjamo z njim. In to je ta lepota. Kaj počnemo danes? Kot ponavadi poskušamo zgolj razumeti, ker časi so na glavo bizarni. Težko se bo razumeti, ker smo razklani kot že dolgo ne. Tako razklani, da niti med frendi več ne moremo govoriti o določenih stvareh, ker ne veš, če kdo ne zaseda nekega stališča, ki se tebi zdi, kaj pa vem, nesprejemljivo, nevarno ali pa celo smrtno nevarno. Velja za vse strani, ne obe, ker jih je nebroj v nekaj bizarnih primerih, nekoliko kasneje. Celo v družinah so pogledi lahko diametralno nasprotni. In jutri se nam zaradi teh stališč spet zgodi ta PTC all over oziroma PTC apokalipsa, kar je, dajmo roko na srce, spet ene vrste čist navaden lockdown. Živeti pa moramo skupaj še naprej in se skušati razumeti, čeprav bi najraje koga na gobec. Ne, in zdaj bom začel. Mislim, halo, saj smo vedeli, kaj prihaja, kaj se nam bo zgodilo. Skratka, dajmo se, olejga, Aleš Smrekar v naši družbi. Uživo na Valu 202 za steklom. Smrekca živijo. Kako sobivate s tistimi, ki so na drugem bregu v teh časih, ko postaje jasno, da se dogaja drek zaradi njihovih stališč? Spet velja za vse strani in obratno. Verjetno imate tudi tisti, ki ste proti igli, vse ostale za bebce, ovce in tako dalje. Fajn bi bilo slišati, kako vi razumete kar en butast folk, ki se pusti voditi in cepiti, hkrati pa vam težijo, da se morate še vi. Kako jih razumeti, kateri argument pa njih vas prepriča in mogoče kako gledate na tole stanje, ne? Kako se pogovarjate z družino oziroma s tistimi družinskimi člani, ki so na drugem bregu, ker je težko, povem z prve roke. Kako strategijo imate, kar zadeva podobnih problemov pri sodelavcih? Kako sobivati, kako gledate na to, da so mnogi sodržavljani
ki so, bom o tem nekoliko kasneje. Naj povem, kako jaz to prakticiram. Jaz ponovno povem, da sem se mal zaradi tega, ker verjamem, da je prav, mal pa zaradi družbenih pritiskov, ker ni prav, ampak nisem dovolj stabilen in močen, da bi goreče zagovarjal stališče, zato spoštujem, če imate nasprotna. Pa dodam še, da ne obsojam nobenega, ki misli drugače, čeprav bom jutri zjutraj, ko bo šlo vse v PTC Maloro, verjetno mislil drugače. 01475 2202. Upam, da ste še en namig poslušali prvi toplovod sezone, kjer smo še predno se je vse tole nakopičilo, eksponenčno naraslo in zagodlo do te mere, argumentirali v prid cepljenju proti covidu in poslušali seveda redke argumente proti, čeprav smo pozivali, da bi jih bilo fajn slišati. Ne vem zakaj, ampak že 14 dni nazaj je bilo jasno, da tista polovica, ki že pol leta ignorira možnost zastonj cepljenja, pač ne želi govoriti o tem. Ne briga jih, lepo so ždel v svojih izbah, vas poslušali, kako pokroviteljsko modrujete in jim je dol veselo. Zdaj, ko so testi plačljivi in ko je vstop v BTC in ostaja napajališča, bom rekel, blagodati, ki jih ponuja naša družbeno-politična paradigma, pogojen s temi testi, so danes vrste pred cepišči polne. Tudi to marsikaj pove o nas, tudi o tem se lahko pogovorimo. Kaj? Skratka, razumem pa, da je biti težko na tem stališču, da zveni pokroviteljsko, če si pač cepljen, da temu pritrjuje, bom rekel, uradna stroka, korporacije, znanost in tako naprej, da je to bolj udobna pozicija, ampak ne se sramovati, če zastopate drugačno. In zdaj, skratka, če malce prevrtim naprej tale uvod, ker je dolg, smo, kjer smo in jutri bo spet popolnoma vse narobe. Na vseh vstopnih točkah javnega življenja bomo kot v kakem slabem distopičnem filmu molili pod nos neke dokumente o tem, kakšen je naš status, torej cepilni, prebolevni ali testirni, in vse skupaj nam bo šlo na živce in kup ljudi bo imelo zaradi tega težave in enemu kupu poslov bo šlo zaradi tega slabo in kup služb bo šlo cugrunt. Tedne ali pa mesece bo spet trajalo, še malo kasneje bomo okrevali, mladi že 2 leti ne vedo, kaj je lifecev problem, ima skupina otrok starejših od 12 let, ki jih vse tole zajema. Skratka, da ne naštevam. In kup ljudi ne bo dobilo zdravniške pomoči, ker ima nekdo očitno izjemno dobre argumente, da je pač izbral drugo pot. Kako v tem trenutku sobivati? 01475 2202. Dober večer. Halo? Ja, živijo. Dober večer. S kom ja, govorim? Dule tle. Dule. Veste kaj, če bi bilo tako malo humorno, če bi bilo pa plačljivo, bi pa vsi navalili. Jaz sem že 2krat cepljen, nažalost nisem en tistih rabte zdajle, ker jaz bi tudi recimo slišal argumente tazga, ker se noče cepiti, ker prav, da ni virusa, ne. Ampak jaz sem neki pogruntu, nisem Kazlič, ampak kako bi pospešil cepljenje? Lejte, te, ki so bili na intenzivni negi, ki so komi preživeli, te bi mogli v medijih intervjujati. Te imel sem je zdaj žal, je prepozen. A veste, v Soči, ker so pa rehabilitacija. Tako, to bi jaz v medijih, Dule, revijah. Ne podcenjevati ljudi. Meni se zdi, da ljudem že dolgo, že mesece dolgo jasno, kam pa taco moli, ne? Zdaj, s tem, ko rečete, da smo mediji distribuirali premalo trpljenja ali pa groze, tukaj spet pravzaprav dajete odvezo ljudem, češ, preslabo smo bili obveščeni. Meni se zdi, da smo cele dneve lajnali, kaj se bo zgodilo pa v eksponenčni rasti. Tam lahko bi se prestrašili ljudje, ker je dejansko kruta bolezen. Ja, ampak saj se niso. A ste videli današnji fenomen? Ne? Vrste pred cepilnimi centri so polne. Ko sem jaz prihajal po svoj statistično drugi odmerek pred mesecem dni, je bilo v vrsti za testiranje približno 40 ljudi pred Šišensko alejo, spodaj na cepišču za cepce sva bila pa jaz pa ena uboga nosečka
A za ki mi je cepljenje? razložila, da dela v šoli in da se je A ja? odločila po logiki manjšega zla s pomočjo nasveta stroke. Tako je bilo približno. Aha. Ja, no, to sem mislil, da bi to moja ideja bila. Ja, Pa naj že se v glas Prerok naj pove. kaj. ja preroka pogrešamo. Dule, najlepša hvala. Hvala, na svidenje. Živijo. Zdaj, Vrag je odnesel šalo, ne, da ne bomo, ko govorim o sobivanju, nimam v mislih samo piknenih in nepiknenih. Namreč v tem tednu sem izvedel, da se lahko recimo tudi tisti na eni strani med seboj kvalitetno skoljajo. Ne. Včeraj sem izvedel za eno, moram reči, da jo poznam, pa upam, da ne posluša, za eno vzgojiteljico iz vrtca, ki se ni cepila in je znorela, ker so njeni otroci ostali doma v karanteni, ker je njihova vzgojiteljica, ki se prav tako ni cepila, zbolela in okužila nekaj otrok iz tega razreda, če se v vrtcu reče, ali pa skupino. Ne? In ko je bilo potrebno razčistiti par nejasnosti na temu, čemu skovika, se je tudi ona pripada temu istemu stališču, se je začela jeziti, da se ona druga ni pravočasno testirala. Skratka, tukaj smo. Dober večer. Ja, živijo. A smo na vezi? Mihec. Halo? Prvič. Ja, tukaj je Kekec z brado, z Gorenjske. Prvič. Kekec z brado, prvič. Ja. Jaz nisem Mihec, ampak sem Mihi. No, Mihi, lepo zdrav, so pa bliže istih let. Zdaj, ravno danes sem dobil na Bičutu znanstveno študijo, da tisti, ki so polno cepljeni, 27krat prej zbolijo za COVID-om. Znanstveno študijo. Znanstveno študijo. Včeraj sem dobil eno, tudi na Bičutu. Zakaj na Bičutu? Zato, ker je to medij, ki ni cenzuriran, da 13krat hitreje zbolijo tisti, ki so cepljeni. Dajte mi, gospod Kekac, a lahko še jaz nekaj vas vprašam? Ali sam še eno? Ne. Prav želel bi si na tem mestu uskočiti, ker je bilo med vrsticami namignjeno, da recimo tudi oddaja Toplovod in medij, ki mu pripadam, spada med tiste cenzurirane medije, pa ker smo tukaj zbrani jaz, maestro Cirej in velespoštovani kolega Aleš Smrekar, pa me zanima, kakšna je vaša ideja o tem, kako zdaj te korporacije in zle vlade čist v praksi recimo pritiskajo na ene take, bom rekel, na videz skromne uslužbence, kot smo mi. Kako se vam zdi, da to poteka? To me blazno zanima. Ves čas poslušam te očitke, že Troha in ekipa so me vsako jutro, ko sem prihajal na delo, zmerjali s farmacevskim plačancem, ampak mene pa zdaj res zanima, kakšna je vaša zgodba? Jaz ne vem, kako pritiskajo na vas. Dejstvo je, da ima vsak sigurno imate neko predstavo. Možnosti je več, a ne? In zakaj, a nosijo denar v kuvertah? Ali nas izsiljujejo prek nekih urednikov, da bomo ob delo in eksistenco in da bodo otroci lačni, če ne bomo lajnali še naprej, kar nam zapovedujejo? Zanima me, no, res. Jaz ne vem. Možnosti je več. Kako ne veste? Zdaj molite z nekimi študijami, prepričan sem, kje ste že dobili te študije? Ja, na mesto YouTube kanala, ki je cenzuriran, je podoben kanal Bičut. Zdaj pa ne cenzuriran. In prvi, ki je šel na ta kanal, je Alex Jones. Ja. Zdaj, če veste, da je v AstraZeneca polisorbat 80, ki povzroča neplodnost in splave, pa se bo verjetno treba malo zamisliti. Kaj pa je ta polisorbat 80? Ja, vsake malo zna angliški, ne vtipka na internet. No, ampak dajte mi vi na en tak ljudski način povedati, kaj je polisorbat 80 in bom rekel, kako skozi naše fiziološke procese, torej sklepam, da predvsem. Ja, to je ena sestavina, ki povzroča, da se posteljica v maternici ne prime in se povzroči splav. Najprej so to sestavine dali v sladoled in mlečne izdelke in potem so pogruntali, da so težave z
splavi in so vrgli to ven. No, to se je zdaj znajdel v cepivih AstraZeneca. In tega hudiča so dal noter verjetno v ta cepiva z nekim razlogom konkretnim. Ja, z razlogom, da naredijo depopulacijo. Ne? Aha, redukcija populacije. Le, Mihi, 10 let nazaj so govorili, da nas je preveč na svetu. Zakaj danes noben več tega ne govori? Zato, ker se depopulacija že izvaja. Ne? Pa kdo recimo stoji za tem? Ja, pa kdo vodi svet? Rothschild, banke, Rockefeller pa medicino. Zakaj mi rabimo svetovno banko, za katero stoji Rothschild? Ok. No, pa prav. Ne, zdaj pa, kako pa vi, recimo gospod Kekec z Gorenjske, vi ste skratka zdaj, jaz vam najprej čestitam za pogum, ker ste na nasprotnem bregu in ste dejansko poklicali, da nam tistim, ki pa smo kljub vsemu nasedli tej, bom rekel, lajni svetovnih vlad, bom rekel, svetovnih univerzitetnih sistemov, korporacij in tako dalje, in seveda odkorakali v te cepilne klavnice kot neke ovce v vrsti eden za drugim. Kako nas vi gledate, bom rekel, z vašega precej radikalnega tabora in kaj bi nam sporočili? Pa ne, jaz vas čisto nič ne obsojam, ste bili zavedeni, vam pa rešitev imate tudi vi, ne? Tisti, ki se cepali, se lahko za posledicam rešite tako, da boste MMS kapljice imali, to je natrijev klorodioksid. MMS kapljice, ja. S tem se boste rešili tega sranja, ker so vam dali noter. Te podatke dobim pa na Bišutu. Ja, tudi tam, ja. Ampak drugače je recimo v eni reviji Misterij to že kar nekaj časa prodajajo. Okay. MMS kapljice. Ja, kratka, mislim, da je za Slovenijo rešitev, da gre ven z Evropske unije, Združenih narodov in NATO. Ker mi za božjo voljo tleve ne rabimo čisto nobenega, ker imamo vse. Samo zavesti, Kekac itak premaga vse, tudi Supermana. Kekac, ja kaj pa, mislim, ta ideja, a COVID dejansko obstaja ali ne? COVID obstaja, ja. Ampak je cepljenje bolj škodljivo pa COVID. Ja, ampak se imamo vsi dejansko v svojih krogih ljudi, ki so umrli, ne? Ja, žal statistika se vodi tako, da ljudje ne vemo, koliko je dejansko bilo poškodovanih, mrtvih, bolanih. Kdo pa jaz mislim, da je tole zdaj cepljenje pa šlo do tega, da tisti, ki so se prej lagali, so zdaj nasedali lažje. In zdaj se bo treba začeti pogovarjati o res jedi. Ok, zdaj me pa še to zanima, če greva k temi. No, zdaj smo malo odbluzili, ampak je bilo zelo zanimivo, ker ste eden redkih s temi idejami, ki upa na glas govoriti o tem, tako da še enkrat čestitke za pogum. Kako pa vi zdaj recimo pridete v gostilno? Ne, in tam so recimo 3 frendi, ki so se šli cepiti. Kako se dogovorite? A jim začnete razlagati, ali bom rekel, sprejmete nek konsens, da se o tem ne pogovarjate? Kako je doma s tem? Jaz ne hodim v gostilne. Ne hodim v gostilne. Ok, ampak verjetno imate neke socialne kroge, ne vem, kje. Ne. Ja, zdaj se družim sam z ljudmi, ki niso cepljeni. Zakaj? Zato, ker se v takih krogih gibam. Se mi zdi, da je preveč konflikta prihaja zdaj med necepljenimi in cepljenimi. To vas razumem. In nočem tega stresa imeti in če so se ljudje odločili, da so cepljeni, Ok, Kekec, a mogoče ustrajate v svojem ideološkem mehurčku zato, ker se vas je strah soočiti, ne vem, z nasprotnim mnenjem ali pa s tem, da... Ne gre tle za ideologijo. Jaz sem preštudiral vse te študije v angleških virih seveda in
meni so pokazali, da zadeva je precej drugačna, kot jo mainstream mediji vodijo. Kdo so mainstream mediji? Dajte mi to urisati. Kaj je zgodba za temi mainstream mediji? To me zanima že od začetka najnega pogovora. Ja, vaša televizija absolutno je najbolj odgovorna, da se širijo samo enostranske informacije. Kakšne? V tem, da je cepljenje edina možna varijanta proti COVID-u. Nihče ne govori o ivermektinu, nihče ne govori o MMS kapljicah, nihče ne govori o D-vitaminu. To je posiljevanje. Nikoli ni samo ena rešitev za eno težavo. Ok, gospod Kekac, zdaj pa nadaljujva. Kako bi pa recimo jaz bi v toplovodu rad gostil nekoga, ki bi govoril o MMS kapljicah pa o ivermektinu. Kje bi jaz lahko, bom rekel, našel tako obče kredibilno osebo, s katero bi se lahko... Jaz vam predlagam doktorja stomatologije Grega Knafelc. Doktorja stomatologije predlagate? Ja, on je raziskal začetek medicinskih fakultet in vseh raziskav. Zelo dober je to on raziskal. Ampak doktor stomatologije je, če se ne motim, zoboder. Ja, zoboder, ja. Ok. Kekac, dajte mi povedati. To bi bilo to, dajva še drugim prostor. Dajva še drugim prostor. Ja, hvala lepa, Mihi. Hvala lepa. Rešitve imamo za vse, tudi za cepljenje, sam treba je iti po svoje. Mi gremo po svoje, Slovenci. MMS. Tudi to. Hvala. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Evo, to je bil en pogled s precej radikalne strani kompletnega spektra v tem trenutku sprtih. 014752202. Gremo nazaj na linijo sobivanje. Od srede dalje, ko sledi PCT Kalipsa in se vse začenja z novo jesenjo. Znova dober večer. Halo, pozdravljeni. Pozdravljeni, živijo tukaj Miha. Pozdravljeni, Miha, rad te poslušam, Ališ tukaj. Jaz sem po osnovni izobrazbi, sem zdravnik in sem tudi tako v kontekstu, da povem, 2-krat cepljen. Sem pa danes poslušal tudi vaš prispevek, ta vroči mikrofon. Zelo dobro novinarka, ki je postavljala taka zapletena vprašanja tudi dr. Logarjevi, na katere je tudi treba odgovoriti. Jaz, če me kdo vpraša, vedno svetujem cepljenje ogroženim skupinam, se pravi, vemo, kdo so to že zdaj. Mislim pa, da pristop, ki smo ga zdaj obrali, samo odvrača ljudi. Prvi problem je, da jaz namreč delam v diagnostiki limfomov, levkemij, se pravi krvnih rakov. In ljudje, ki že tako imajo zmanjšan dostop do zdravstvenih storitev, jim bo to še toliko težje zdaj dostopati s tem PCT pogojem. In moramo vedeti, da medicinska znanost, zanimivo je bil dr. Krek, ki je govoril o teh osnovnih načelih zdravniškega poklica. In prvi tak je nil nocere, se pravi primum nil nocere, najprej ne škodiš. In takšen princip, ki smo ga mi ubrali, je izgubljena igra. Ljudje izgubljajo zaupanje v medicino. Znanost je v osnovi zgrajena na skepsi in gospod prejšnji, ki sem ga poslušal, je poznal eno študijo, ta zadnjo izraelsko, ko je govoril o 27-krat boljši zaščiti, ampak gospod ni vedel, da gre za boljšo zaščito prebolevnikov kot 2-krat cepljenih. To je pravi 7-krat večjo zaščito imajo prebolevniki kot 2-krat cepljeni, kar se seveda v naših ukrepih ne pozna. Če ste sledili, se je ta status prebolevnika skrajšal iz 8 na 6 mesecev.
jaz težko verjamem, da je osnova takšnih ukrepov zadnja dognanja znanosti. In to je tisto, kar me je danes spodbudilo, ker poslušam ljudi preproste, ki se pač so sprti, ne razumejo, da je znanost se postopoma gradi. Nekaj, kar je bilo, recimo profesor Ihan je zdaj ena taka tragična figura te epidemije, ker je pred, 2 meseci, 3 meseci govoril o tem, da prebolevniki imajo dosti slabšo imunost, ker jim protitelesa padajo. Danes vemo, da nam tudi cepljenim po 8 mesecih nam obljubljajo 3. dozo. Ne. Mi se bomo ob takem pristopu k epidemiji našli na isti strani, kot so zdaj necepljeni. To si je danes dr. Logarjeva povedala. Po 9 mesecih nam bo ta status cepljenega potekel, kar pomeni, da bomo tudi kot naši dragi sodržavljani, ki niso cepljeni, v isti situaciji, se pravi necepljenega. In zdaj sam sebe sprašujem. Dr. Logarjeva je govorila o tem, da se pač ugotavlja, da so nivoji protitelesa tako nizki, da verjetno ne bojo podaljševali tega statusa dalje kot 9 mesecev. Ne. Pri tem pa vodilna skupina znanstvenikov, ki se prav s tem področjem ukvarjajo v reviji Lancet, odsvetuje cepljenje, se pravi ta booster, 3. dozo za splošno populacijo. In zdaj znanost je nekaj, kar je fluidno. Ne. Treba se je strogo držati znanosti, zadnjih dognanj in ne graditi restriktivnih ukrepov na nečem, kar ima tako kratkoročne, a pa tudi majave dokaze. Ja, to povzroča nezaupanje. Verjetno bi morale biti informacije na neki inštanci prefiltrirane, ažurirane in na pravi način podane. Ja, in mene ne čudi, da so ljudje tako zmedeni. Ok, ampak saj niso. Ne? Ljudje, zdaj smo pravzaprav lahko slišali, da itak obstaja več kategorij in podkategorij ljudi, ki se niso cepili. Torej, eni se niso, verjetno zaradi lastne komoditete in mešanice strahu, pa so danes, ko so ugotovili, da bo jutri težko avto tankat, šli množično na cepilna mesta. Okay, no, vse to je tudi narobe, Miha. To ni odločitev posameznika, ker danes vemo, da ta cepiva ščitijo predvsem posameznika, da ne bo težje zbolel in končal v bolnišnici, bog ne daj na respiratorju. Ne? Se pravi, to je osebna odločitev vsakega posameznika. Družboslovci so zanimivi, ko govorijo o družbeni odgovornosti, v tem primeru cepiva, ki pa ne ščiti drugega. Ne? Skratka, vemo, da tudi cepljeni, to je nebuloza. Vemo, da tudi cepljeni širimo virus, po zadnjih dognanjih. Skratka, to je nebuloza in ta drža cepljenih, ki lajo z piedestala, bom rekel, tako, ne moremo, moralne preuzdignenosti nad tiste, ki niso. Glede zaščite drugih, ta trenutek na isti poziciji, ali pa mogoče manjši, ta viral load, je recimo, dokler smo asimptomatski, je manjši. Ne? Ampak enkrat, ko zbolimo in kolegi zbolevajo, tudi s težjim potekom, ki so bili takrat kot jaz prvič cepljeni, takrat smo pa enako lahko okužimo. In mogoče je bilo to ljudem premalo predstavljeno. Ne? Doktor Aleš, še nekaj bi vas vprašal. Ne? Ja. Zdaj, to je zametek ene imenitne misli. Skratka, cepljenje bi morali ljudem prodati tako kot vse ostale kapitalistične oziroma vrednote tržnega gospodarstva, kot akt čistega egoizma oziroma zasledovanja svojega lastnega blagostanja. Ne gre za to, Miha. Če temeljimo na znanosti, moramo to priznati. Ne gre za to, da je to neka osebna odločitev ali kakorkoli. No, ampak tudi marketinško bi šlo oziroma komunikacijsko bolje skozi kot ta družbena odgovornost. Ta se ni posrečila. Ne? Zdaj smo spoznali, da je obisk bencinske črpalke ljudem več vreden kot skrb za drugega, kar je bila še do nedavnega, bom rekel, eden ključnih argumentov za cepljenje.
No, pa zanimivo je ta, ko si zdaj odločamo o tretjem odmerku. Ja. In takrat tam je ta papir znameniti, kjer ti v bistvu odzameš odgovornost farmacevtski firmi, ne, ker je pač še ni to odobreno. Ampak me zanima, kaj se bo zgodilo po teh 9 mesecih, ali bojo že te regulatorne agencije, ki naj bi nas ščitile populacijo, ali bojo to odobrile, ali bomo morali še kar te papirje podpisovati, zato da se te farmacevtske kompanije rešijo te odgovornosti. Tu pa je tisti pravi kapitalizem, tisti najbolj grdi kapitalizem, ne to, da je osebna izbira problematična, pa da smo vsi egoisti. Jaz mislim, da je ta druga zgodba bolj kapitalistična in bolj problematična. Doktor Aleš, dajte mi povedati še tole, kaj reči človeku, ki je na nekem domnevno neodvisnem mediju prebral, da mainstream mediji prodajamo cepiva v imenu redukcije populacije. Jaz mislim, da dokler so novinari takšni, kot je ta vaša kolegica na vročem mikrofonu in zastavljajo vprašanja, pravilna vprašanja tudi stroki, da potem tudi ljudje o tem ne bojo razmišljali, da je ne vem, za tem neka direktna povezava s farmacijo. Je pa res, ne? Bravo, naša Jana Vidic. Ja, prosim, to je naša Jana Vidic. Nisem uspel imena ujeti. Zanimivo je, da se pač ena taka paramilitarna država, kot je Izrael, je zdaj zgled naslednjim takim našim zahodnim demokracijam, se pravi na cel en tak laboratorij izraelski je zgled za tretjo dozo za zahodni svet. To je prav taka, kako bi se temu rekla, paradoksna situacija. No. Toliko, jaz sem moral se olajšati. Odlično. Hvala Miha za to možnost. No. Z največjim veseljem, doktor Aleš, upam, da se spoznava kje drugje in ne na onkološkem. Ja, hvala vam, srečno nasvidenje. Srečno nasvidenje. 01475 2202, dolgi mnenji, ampak odlični mnenji. Najprej eno tako, na to pa še eno malenkost drugačno. Sobivanje v družbi razklani tik pred sredino PTC Kalipso, rdeča nit večera, lahko pa zatavamo sem ali tja, takšni so časi. Dober večer. Dober večer, Barbara pri telefonu. Barbara, živijo. Ja, mene pa, jaz sem drugače pacijent psihijatra, ne, in že od 19. leta jemem antipsihotike, včasih dobivam tudi injekcije in mi nič ni, no malo sem včasih čudna, ampak drugače pa se počutim v redu pa vse in sem se dala še 2-krat cepiti, poleg tega pa ne vem, najbolj pa mi gre na živce, kot ti nešče da vsaki večer zdravila, ne, in pol se ne cepi, ne. Aha, razumem. Na živce vam gredo ljudje, ki meni dajo zdravila in se ne cepijo. Aha, ljudje, podaljšane roke stroke, ki vas filajo z medikamenti, sami pa zavračajo cepljenje. Ja. Taki tudi obstajajo. Ja, pa kdaj kramljate s kom takim? Ja, samo ne o teh zadevah. Mislim, jaz se ne vmešujem njihovo stvar, če se nočejo cepiti, se pač nočejo, ne. Ja. Jaz sem se pač cepila, ne, ampak vprašam včasih tudi ljudi, zakaj se ne cepijo, pa mislijo, da tu stoji cela vrsta, cela teorija zarote o tem, ne, da pač po Facebooku berejo ali pa na kakih neodvisnih medijih berejo, tako kot je tisti gospod predtem povedal, ne. Zdaj pa komu verjameš? Jaz nikoli nisem verjela teorijam zarote, ne. Ja. Ok, Barbara, najlepša hvala za pogum. Prosim. Lep večer. Hvala, adijo. 01475 2202, dober večer. Dober večer. S kom govorim? Špela Ljubljana. Špela Ljubljana, živijo. Živijo. Moram reči, da sem sicer nekaj par zanimivih stvari slišala, posebej od unga zdravnika. Ja.
in sem ena izmed unih necepljenih. Ok. A imate kakšne težave? To nas zanima, ne? Zdaj v okolici. Težave v okolici toliko, da se mi cepljeni, okuženi sprehajajo okoli. Aha. Drugače nobenih težav. Ne, razumem, ne, ampak vsi imamo zdaj težave v tem času. Težko je občevati. Veste, jaz pridem, recimo, lahko tudi na delo, pa samo eni konstelaciji ljudi, ki imajo do tega, bom rekel, različen odnos. Ne? In danes mnenja štejejo, pozicije štejejo, kar se dogaja tudi zaradi tega, ne? Skratka, v nekem zelo kratkem časovnem razdobju, v nekem kratkem intervalu lahko dejansko na svoji lastni koži občutimo posledice lastnih stališč. Ne? In zdaj... Da so nas razdvojili 300 na uro. A se vam zdi? Ja, se mi zdi čist. Kdo je zdaj koga? Mihi, prele si rekel vrste danes pred cepilnimi centri. Pa isto je bilo 2 meseca nazaj. Zakaj se je, jaz pravim, cepil 30% ljudi? Zaradi tega, da so šli lahko na dopust. Zaradi tega, da se lahko mirno šetajo. Lej, danes smo na istem na tem. Aha. Zaradi tega, da bojo šli lahko jutri na bencinsko, da bo šel lahko na pošto, kar se mi zdi traparija, ne? Za pošto, banko, bencinsko, vlake, avtobuse. Zakaj traparija? To je ena oblika... Zakaj cepljena sem, masko moram nositi, nisem cepljena. Nisem cepljena zaradi tega, ker jaz v samopostrežno trgovino s cepivi žal ne grem. Zakaj? Ker je to za mene samopostrežna trgovina. Samopostrežna? Tega ne razumem. 5 vrst cepiv se je začel, eni so 65% bili ali odstotni, te zaščitijo. Za ene dan slišimo, kaj EMA daje ven, kakšni so stranski učinki. Pfizer 1, Pfizer 2. Zdaj grejo ljudje celo podpisati soglasje, da se bo šel 3. cepiti. Zberu si lahko, kjero cepivo boš imel, kot da si, ne vem, sam svoj zdravnik. Lej, saj smo sami svoji zdravniki, ne? Ampak veš pa tudi ne, a ti odgovarja cepivo ali ti ne odgovarja. Kaj pa recimo, ko cepljeni po družbenih omrežjih pišejo, ne, da tudi vi uživate svoboščine zaradi njihove nastavljene rame? Ne, mislim, mi je prav žal. Bila sem letos, ko je bila ona epidemija, odrezana od svoje družine 6 mesecev, od jutra naprej bom spet odrezana, a ne, ker jih pač nimam v Ljubljani in ker je Slovenija nekaj posebenega in smo zaprli tudi notranji promet in vse skup, ne, ker mislim, da smo edini v Evropi, smo to naredili. Ja. Lej, mislim, dajmo malo razumne pameti. Ok, gospa, kaj pa... ljudje se obnašajo... Gospa Špela, dajva pogledati še tane. Zdaj, gledali smo te številke v bolnišnicah. Tam v glavnem ležijo ljudje, ki niso cepljeni zdaj, ne? In zdaj ravno nekdo piše, ne? Da tukaj gre za dodatno obremenitev bolnišničnih kapacitet zaradi takih, ki razmišljajo tako kot vi. Kako se recimo na dnevni ravni, verjetno nisem prvi, ki vam je to povedal. Se ne strinjam s tem. Se ne strinjate? Ne, glih zaradi tega, ne, da jaz trenutno tej naši statistiki ne verjamem nič. Skratka, to se... da se mi Špela. Po dvorišču sprehajajo okuženi ljudje, ki so povedali, ne vem, vsem, da so okuženi in registrirano okuženi, registrirano cepljeni, na glas govorijo, ne bom v karanteni, se bom sprehajal okoli. Koga potem ogroža? Jaz njega ali on mene? Ja, to je zanimiv pogled. Mislim, ampak Špela, greva k tistemu nazaj. Vi pravite, da so te statistike popolnoma, recimo to, ko pride zvečer poklukar pred kamero, on si izmišljuje to. Ko reče 160 postelj na intenzivni negi je zasedenih, zmanjkuje tam, mnogi ne morejo v normalno bolnišnično obravnavo k operacijam, nujnim in tako naprej. Jaz virusa ne zanikam. Ne, razumem, ampak... Jaz zanikam samo to, da je to samopostrežna trgovina,
da ga ne morem sama zbirati in da je pač, bolezni bojo skozi, take ali drugačne. Okay. Odprli smo meje, svet je odprt za svakojake ljudi, da se šeta gore, dole. Ja, to je res. Vsak naj pas na sebe, tako kot jaz pazim na sebe, pa bi bilo mogoče veliko manj sranja, kot ga je. Dejva pogledati eno stvar. Jaz sem šla letos prvič 2krat na cepljenje zaradi svoje vnukinje, da sem lahko šla za 2 dni z njo na dopust. Čakaj, niste rekli, da niste cepljeni? Testiranje. Ja. Se oproščam. Tako testiranje, bom jaz rekel tisto, da mi obriše smrkelj in da imajo naprej une napisane piltke in da so ne vem koliko enega denarja pobrali zaradi tega, hvala lepa. Kako vnaprej napisane piltke? Ja, malo manjka, da ne vem, če s pogledom tam koliko folka stoji tam v vrstah, pa so 15 minutah dobo tis cegalc, sem imela občutek, da ste jih malo manjka naprej napisali. Pa jaz verjamem, da sem bila negativna, zaradi tega, ker to bi si lahko tudi jaz sama naredila. Verjamete pa, da ste bili negativni? Ja, žalosten je, ne, da eni palčki zaupaš, ne? Žalostno. Ja. Ampak sem pač palčki zaupala, da sem negativna. Ja, ker vam je ta rezultat ustrezal? Ne, če mi ne bi, pa ne bi šla. A je v redu? Pa ne bi šla. Pošteno. Špela? Lep večer še naprej, pa upam, da se še kaj slišimo. Tudi jaz. Zanimivo razmišljate, moram priznati. Ja, srečno. Nič 1-475-202 nadaljujemo, dobro večer. Ja, prosim. Ja. Živijo, dobro večer, Nejc tukaj. Nejc, živijo, tukaj Miha. Ja, tako malo poslušamo na vse skupaj. Ja. Zdaj, jaz sem cepljen 2krat, pa v bistvu niti ni važno, s katerim cepivom, zdaj glede na to, kaj se pogovarjam z določenimi ljudmi, ki jim zaupam, pa recimo, da so iz stroke, sam sem tudi iz zdravstvene stroke, nisem pa zdravnik in zato smatram, da težko komentiram, bom rekel, sam rečemo učinke cepljenja, ki jih sicer v osnovi zastopim, ampak tu je stvar, ki mislim, da so tukaj imunologi, virologi in ljudje, ki se pač s tem specialno ukvarjajo. Ne? Ja, tudi verjetno, če greva dovolj nazaj v zgodovino znanosti, so že tiste stvari iz začetka nam težko razumljive. Kako pa midva lahko razumeva, kar sta, ne vem, Giordano Bruno ali pa Kopernik dokazala nekoč, ne? Pa kar je dokazal Newton, pa Einstein, pa Oppenheimer, pa... Ja, pač ali pa prva vakcinacija, koliko že beseda, vakcina izhaja iz krave, ne, in kukerkolja, ne. Ok, ampak v nečem drugim dajva govoriti, ne. Zdaj slišimo vsa ta mnenja, ne. Vsa ta mnenja pravzaprav zvenijo in danes je res eklektičen nabor. Hvala vam vsem, ki ste poklicali oziroma poklicale in jih delili z nami, ker so res zanimiva, pa diametralno nasprotna, pa drugačna, pa vsak svoje stališče opravičuje z nekim povsem X naborom. Kako zdaj v taki družbi sploh funkcionirati, glede na to, da so pa kljub vsemu tukaj ne gre zatiskati oči, posledice naših odločitev in stališč na dlani? Ja, se to je tisto, ne. Jaz recimo imam prijatelje in v družini imam člane, ki so in niso cepljeni. Zdaj lahko bi rekel, da idealiziram, ampak pač bom rekel, morda je malo tabu tema, v drugem pogledu se pa recimo včasih imamo take diskusije in na koncu ugotovimo, da noben ne bo prišel ne na eno, ne na drugo stran. Ja. Malo gre za ponos, se pravi, če sem jaz začel marca 2020 verjeti, da je tu bullshit, ne, moram zdaj ustrajati, ker drugače bo moj ponos ranjen in ko me bodo vprašala, se cepu, veš, da sem se pa cepil, ne, da sem šel na Hrvaško. Nejc, ampak mislim, ja, absolutno je to stvar ponosa in če bomo na koncu cepci dejansko izpadli cepci in bomo osmoljeni in naš ponos ranjen, ampak dajva ne izhajati iz enega tazga, na čem sploh temeljijo vaša stališča, ne?
A ste verjetno poslušali stroko, ne? Ja, jaz sem jo. Jaz enostavno rekel, da jaz stroki zaupam. Jaz verjamem, da so interesi različnih, rečemo, družb ali pa rečemo informacija in zdravstvo ima svoj, ampak jaz se s tem ne obremenjujem. To poznamo in sprejeli smo tveganje, da gre lahko kaj narobe, poslušali smo stroko in se špiknili. In tukaj je zdaj le zgodba končana. Imaš pa en kup ljudi, ki se niso morda zato, ker pač verjamejo v reptile v jedru zemlje, morda tako kot Špela, ker verjame, da so tisti cegelci vnaprej napisani in je tukaj neka druga zarota dobaviteljev te medicinske opreme, kar verjetno spet drži, ne, ker so neki papki, šupki zaslužili bajne denarce na naši, bom rekel, kolektivni mizeriji spet. In seveda imaš... Veste, kako je? Kar samo pravka, ne? Ne želim reči, da drek, ki smo mu priča zdaj, ne, kar se dogaja pa v bolnišnicah, glede na to, da smo spet pred nekim lockdownom, ki se mu samo reče nekoliko drugače, kot se je tistemu prejšnjemu, da so bolnišnične kapacitete popolnjene, da ljudje ne morejo na nujne operacije, ker drugi tam ležijo in da so številke popolnoma jasne. Vse to je tisto žalostno, ker se v bistvu dejansko stanje zanika. Ne? Potem to prime, da bi koga na gobec, ne? Potem ni tako lahko in enostavno opletati s takim mnenjem, niti ni tako lahko in enostavno sobivati s človekom, ki tako vehementno zastopa eno tako pozicijo. Ampak je enako v bistvu, mi, ki narediš vozniške izpite, nekako zavežeš z glavno vožnjo, da si sposoben neke zrele vožnje, ne? Da ne boš, da takrat voziš zelo lepo. Pol pa v bistvu vse po svojem malo kršimo neke predpise, ogrožamo drugega in pač nismo sposobni, zdaj pa nacije so različne, ene imajo malo večjo kulturo vožnje, oziroma pač malo lepš vozijo. Enako je pač pri obnašanju, zdaj določen, recimo, če malo stereotipno gledamo, pa ne bom izpostavljal nobenega naroda, ene so bolj vljudni, ene so bolj take, rečemo, temperamentne narode in pač Slovenci smo po svoje ene tak edinstvena balkanska šola oziroma Dunajska šola, balkanska smer, ki v bistvu vemo vse in še več, kronično pametne. V bistvu jaz Toplovod poslušam že zelo dolgo časa, tretjič se trenutno javljam in mi je zelo zabavno mnenja poslušati. V končni fazi pa jaz mislim, da če se trudiš za eno dobro skupnost in da dobro, vse cepljenje ni pogoj, da boš ti dobro delal in da boš se pomagal, a ne, sej, ampak jaz sem se recimo zaradi stika s starejšimi, ki imam tudi opravka z njimi, sem rekel, pa dajmo, jaz sem cepil tudi s tem razlogom. To je bil prvi, da nam je stiskom zanesel okužbo med starejše, ki jim bom morda pa še tisto letu, ki bi ga imel ali pa 2 skrajšal na en teden. Ampak zdaj se izkazuje, čeprav razumem, da tudi to več ne drži, da si tudi te medalje družbene odgovornosti pa se vseeno, špikani čevapčiči ne moremo več pripenjati. Ma vem, po profesiji sem sicer jaz v drugem, jaz sem sicer babičar, pa to ni važno, ne. Se tudi precepljenost med otroki, ne. Babičar? Ja, pusva to. Dejansko rojevate otroke? Ne, sem izobražen v to smer, pa zdaj sem se morda izpostavil, ker nas je zelo malo Slovenija, ne. Pa me v principu... Pa njih veliko z cerknice, ne. Ja, pismo ste tudi tu dobili. Ja, če tako lepo zavijate. Ja, no pa prav zadev ste, ja. Pač fora je v tem, da tudi med recimo populacije oziroma nacije, ki imajo visoko precepljenost med otroki, kar se tiče teh, se vemo, kaj je v 3. pa 6. mesecu, pa naprej, kako sledi cepljenja, ki so pač programirana. Če mi spustimo, oziroma če odstotek precepljenih otrok pade, bodo tudi cepljeni otroci zbolevali za temi boleznimi, ki se sploh nočem spuščati. Se pravi, določen odstotek precepljenosti omogoča, da imamo zdravo populacijo, oziroma da izkorenimo določene bolezni. Ja. Virus se pa lahko širi samo tako, da dobi gostitelja in da se v bistvu razmnožuje v teh ciklusih, rečemo inkubacijske dobe in pač dokler karantena traja. Pa whatever, tu ni važno zdaj. Razumem, ja. Jaz mislim, da, ne vem, no, ljudi, jaz mislim, da bi mogel vsak pač sam pri sebi mičkonu razmisliti, sam ne bo, ne. Tako da vsak naj se v principu zase briga, vsak ima svobodno izbiro, samo da pač, če se boš odločil, da se noš cepil,
te bo država po svojem malo prisila v določene, se pravi te neprijetne brise, ne boš mogel, ne vem, na bencinski servis, kot ste rekli prej, da je več očitno bencinske servis. Ja, bencinske pumpe so očitno novi skret papir, poročajo z Twitterja, zdaj le grem po čike, ko bo konec oddaje. Ne vem, v bistvu je zelo zanimivo obdobje. Zanimivo obdobje. Nejc, najlepša hvala. Enako, lepo bodite. Živijo, lep večer. Lepo je bilo spoznati Babičarja iz Notranjske, 01475 2202. Dober večer. Dober večer, Štefan, na telefonu. To je pa spet eden klasično popolnih toplovodov z verjetno in upam, da zadnjo besedo presvetlega preroka Štefana. Toliko čas, mi boš pustil, da govorim bolj do konca. A si mislil, da zadnjič kličem zdaj? Se tu so čas sprašujem. Štefan, bravo. No. V glavnem... Štefan, ti imaš, prepričan sem, eno izjemno usekano stališče. Ja. Imam svoje stališče, imam svojo izkušnjo in iz nje izhajam. No, poslušam. Tako da, to se pravi, na začetku so nas vsi tako prestrašali, zdaj tu kuga, jaz v kugi sem veliko bral včasih, ko so tu ljudje cepali ka muhe, ne. Zdaj, pa jih tako ni bilo, smo začeli malo dvomati, ne, tako, zdaj pa je tako že jasno, tismuka je, tismuka pa ni, se bo šel pa še cepati malo, ne, tako. In tudi hočem reči, da tu je pač plan, sploh ne moramo mi kriviti. Plan, če ga plan, Štefan? Ja, to se pravi svetovne oblasti je tu plan, ne, pač tega. In tu naši so to podpisali, čisto vseeno je to Janša, ali bi bil tu Cerar ali Pahor, kdorkoli, tu mi moramo to izpolnjevati, ne. In če pa ne bomo izpolnili, nas bojo pa lepo vojsko poslali, da bojo mi to, oziroma bojo odstavili, pa druge nastavili, mogoče še breme. Štefan, to je čudovit zaključek toplovoda, ker zdaj nas pravzaprav odvezuješ sleherne odgovornosti. Ne glede na to, kdo bi bil in je moral to storiti, ker to so sile večje od nas. To je problem, da mi smo Janša. Jaz že 20 let trobam, da nahodim na volitve, ampak ljudje, nimam druge izbere, nimam vpliva, če nahodim na volitve, tisti, ki pa volijo, pa so odgovorni, kar on podpisuje. On je legitimno podpisal, oziroma je tu kaj že bil včasih, Marjan Šarec, kdorkoli. Včasih. Nekoč je bil Marjan Šarec. Skratka, tisti, ki prakticijo... Štefan, tisti, ki... Ne, pač poslušam in skušam, kako se reče temu, integrirati v svoj racionalni svet ta nova dognanja. Skratka, tisti, ki prakticiramo recimo demokracijo in smo še toliko naivni, da sledimo nekim avtoritetam in bom rekel strokovnim vzorom in smo šli po tej poti, smo v resnici strokovnega nadzora ni Miha. Tako, stroka je čisto razdaljena in ne smejo vsi govoriti, sploh. Že to klele pade vse. Če bi bilo to res kaj na tem, bi ta cepiv testirali in razvijali in ne vem koliko časa Štefan, in bi bili predstavljeni poslušati. Štefan, tale ne smejo vsi govoriti, pa neko umikanje na neke domnevno necenzurirane, obskurne, bom rekel, streamerske kanale na internetu. Daj mi to malo pojasni, kako to funkcionira. Se ti zdi, da recimo, če bi nek človek s preverljivim znanstvenim kredom, prišel do mene pa mi rekel, Mihilej, jaz imam res neke pomembne informacije, dajmo tole spraviti v eter pa do ljudi ali pa prek kogarkoli. Kako poteka potem ta blokada teh ljudi? Ja, ljudje so na stopni taki, kot so. Ja. Ne? In tu pač jih usmešajo jih, ne. Pa ti celo rečejo, da si kriv, ne. Ker nisi cepljen, da si butelj, da zaradi tebe tako je, da zaradi tebe ljudje zbolevajo, pa da take stvari. Hočem reči, ne bi se... Kaj, potem je vsa zgodba prirejena, da mi v resnici verjamemo temu na tak način? Je normalno. Tu mi moramo verjeti, mi moramo biti v iluziji, če bi nam tu vzeli, se ne bi več vedeli.
Tam lahko rečejo, recimo zdaj od 104 primerov na intenzivni negi, ki zdaj tam ležijo in se borijo z življenjem, ne vem, rečejo, jih je samo 10 tistih, ki so cepljeni, ostali so necepljeni, to je skratka propaganda. Jaz, Miha, iz svoje izkušnje izhajam. Meni ni bilo nič, uradno sem imel COVID, imel sem uradno, imam papir, ampak meni ni bilo nič, malo sem slabo vohal in malo sem slabo kušal in to je to. Zdaj, če pa koga strah, ne se pa cep. Ne, tudi moja izkušnja je to bi bilo edino pošteno. To bi bilo edino pošteno in to je zdrava kmečka pamet, ki je zdaj čisto povedala. Zdaj so tu izredno so zavedeni ljudje in to je problem. In najlažje tu ljudi skregati med sabo in jih pol lahko vladaš in takole vsiljuješ. Kaj se bo to prav, da ti plačajo, da se greš cepati? Da takole silijo. Ja, pa se je to, da to je sam dvom, pol. Vse ljudje niso neumni. Ja, no, kaj bi bila pa po vašem mnenju, po tvojem mnenju, neka pametna drža? Bog ne daj, zdravo kmečko pametna. Ja, naj se cep, kdor se hoče, koga je strah, naj se cep. Ostale naj pa pusti na mer. Pa naj crknem, ko pa koga briga. Meni čisto sen, če za COVID-om crknem. Mi je čisto sen, sem zadovoljnaš rekel crknem, pa bi rad živel. Ampak bom do smrti živel, edin to vem. Naš drugega ne vem, kot to, da bom enkrat umrl. Čist naš drugega ne vem. In noben nič drugega ne ve. In tako je. In zdaj, Ampak potem bi jaz isto lahko rekel, ne, zdaj, Miha, otroci, ko so v šoli, vnuki, zakaj morajo oni maske nositi? A ni tu sramotno? Ben otrok še ni zbolel za COVID-om. Tu so vsi, je jasno, da tu otroci ne zbolevajo. Zakaj je tu? Ja, ratujejo roboti, ne vid, kaj govori učiteljca, ne vid šolca. To je problem, ne, zdaj zbolel ni, ampak Štefan, kaj mu govori, ne vid mimike. Štefan, vse se ne želim kregati s teboj. Ne. Sej zbolel ni, ampak verjetno ga pa lahko domov babici prinese, a ni? A pana. Ja, kako pana? Kje pa je to? Kje pa? Sem ben otrok ni zbolel za tem. Jaz ne poznam benga, če pa je, pa se upravičujem, ampak tu je pretirano. Pa ne se cep, babica. Zakaj se pa ne cep? Se je cepila, ne? Zdaj bom pa jaz z enim eksperimentom se cepil, pa sploh ne vem, a je tu, a je tu ni tu. Ja. Ne se cep, kdo se če, 5-krat, 7-krat, 10-krat se ne cepijo. Jaz iskreno povem, nič proti nobenemu nimam, nič, ampak bi me lahko recimo ljudje na mer pustili, ko mi ljudje, ko smo prijatelji, 20 let se sva poznava, zelo fest človeka, ne da sem ga mogel, še zdaj imam. In rekel, kako si sem rekel v redu, če ne bi radio odprl, pa tako še ne bi vedel, da je ta COVID. Prav, koga, a nisi cepljen? Seko ne, je ti zbedak. Tule mi je na suh prbal. Ja, kaj si najbolj mislim? Mer, meditacija, drugega ne. Ampak hočem reči, mi se moramo eno stvar zavedati, tule je zdaj konc začetka. Zdaj se pa še bo pokazal tale skreganost pa vse skupaj, ne. Ja. In se bojo cepilci pa ne cepilci se bojo začeli raj ne izgovarjam teh besed. Ok, ampak zakaj ne, Štefan, zakaj? Kje je zdaj ta os spora, če ti trdiš, da ni problema? A ni to zanimivo? Zakaj? Ja, ni problema. Zakaj jaz ne smem zdaj v gostilno iti recimo na kavo zjutraj? Meni se to ne zdi problem. Dajva ponoviti, s kakimi argumenti so nas naivne prepričali, da vi brez... Ja. Ne? Zakaj ne? Ja, zato, da bodo popularizirali ljudi, kaj pa drugega. Ljudi je treba pobiti, da jih bo majhno tule enoto lažje držiš, ti pa še v strahu. Manjšo maso ti lažje držiš. Ljudje se dvigujejo. Ljudje imajo duhovno inteligenco že razvito in tu oblasti ni všeč. Pa ne sam naši, to je globalno. Ok, polisorbat 80. Miha, jaz se tu ne bi spuščal. Jaz imam svojo izkušnjo. Vem pa, da tu ni nič dobro, ker farmacija je banda. Tu je banda. Jaz sem se cepil za tetanus, to je to, kar vem, da rabim. Ostalo pa ne, pa buhvari, pa svojih otrok tudi nisem. Zdaj so pa tu zaostrili
da še ne moreš niti v vrtec otroka imeti. Narod so zapufali, da imajo kredite, da se zdaj cepijo, da drugače bojo še obtis, kar imajo. In to je plan, ki je zelo dobro zrežiran, ne. Nimamo niti svoje banke, da bi se lahko pomagali, kaj? Mi smo ko smo tisti evro dali, je to konc, mi nimamo valute. Mi smo lepo na pladnu. Nas lahko en kup. In tako. In tu, če ena stvar ne drži, če se stroka bi mogla prisluhniti, tisti, ki je zdrav, kar nekaj razvija, kar nekaj prodaja, mora dopustiti, da drug pove tudi svoje mnenje. Ne pa zdaj tole silati na vsak način. Na vsak način cepati se. To je. Okay. Nobene bolezni ni več zdaj. Štefan. Mogoče govori mi se stvari, ki še kdo, ne vem, ker zelo malo spremljam medije, ampak vidim, v Bosni je sladkor zginil, holesterol, pa sladkorna, ki je bila vojna, ki niso imeli za jesti, ki se je v bistvu, okay. To je bila pozitivna stran vojne. Štefan. Pa zdaj več bolezni ni. Ko je to fajn, ne pa svoje. Prerok. Drug tam pa upije v naboto, ja. Štefan, tole je bilo pa ognjevito. Najlepša hvala. Veliko lepega želim. V ljubezni bodite srečno. Tudi jaz želim, da ostaneš v ljubezni. Tako je bilo, spoštovane in cenjeni, govoril je prerok Štefan. Zdajle, odzivi na Twitterju so ravno tako siloviti, kot je bil Štefanov monolog. Nekateri pozivajo k temu, da se bliža moment, ko mu bo treba vzeti funkcijo preroka. Teja, nikar. Nikar. Počasi v klanec, bi rekel nekdo, ki mu zaupam. Drugi pravijo, da je bila to kajla za Afna Toplovodar. Mogoče sem pripravljen in vesel sprejeti takšne in drugačne. Spoštovane in cenjeni, hvala lepa za še en fin in predvsem pester toplovod. Če ste ga zamudili, se prepozno preklopili, ga najdete na naši spletni strani. Lahko se pa na njega naročite, tako da stisnete tipko naroči pri mnogoterih telefonskih aplikativnih dobavljavcih podcasterskih vsebin. Z maestrom Cirem vas pozdravljava 2 minutki čez 10. Živjo.